Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Celjska bolnišnica in zdravstveni domovi v regiji se soočajo z velikimi kadrovskimi težavami. S projektom PONI bodo mladim skušali olajšati začetek podjetniške poti. V vzorčnem mestu predstavili pametno učilnico. V šolskem centru Celjskega nogometnega kluba vadijo okrog 250 mladih. Število obravnav v urgentnem centru Celje strmo narašča. Splošna bolnišnica Celje pa se sooča s pomanjkanjem kadra. Kadrovske težave imajo tudi v zdravstvenih domovih v domala celotni celjski regiji, so ugotavljali na sestanku županov in direktorjev zdravstvenih domov z vodstvom Celjske bolnišnice. Stanje bodo skušali omiliti z vzpostavitvijo posebne strokovne komisije, ki se bo ukvarjala z organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva na Celjskem. Današnji sestanek je bil za našo ustanovo izjemnega pomena, predvsem zaradi naraščajočih obremenitev v urgentnem centru, ki v bistvu povzročajo preobremenitve kadrov in tudi v določeni meri odhajanje mladih kolegov, ki ne zdržijo pritiska v bistvu dela na urgentnih punktih zelo zgodaj v njihovi karieri. Sam razgovor z deležniki, se pravi župani pa direktorji zdravstvenih domov, ocenjujem kot izjemno konstruktiven, v nekem konstruktivnem vzdušju, v razmerah, kjer nikomur ni prizanešeno. Ljudje so iz primarnega nivoja so povedali svoje težave, mi tudi svoje. Vse skozi veje duh, da bodo spremembe možne samo v nekem dogovoru z, bi rekel, glavnimi odločevalci, se pravi z Ministrstvom za zdravje in zavarovalnico. So se pa našli vmes tudi rešitve, ki jih bomo poskušali najti sami, tako da smo se dogovorili, da v naslednjem koraku že formiramo strokovno skupino, ki se bo konkretno začela ukvarjati z organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva na celjskem območju in bo potem te rešitve na ponovnem podobnem sestanku predstavila. Analizirali smo rezultate, številke, in potem smo prisluhnili komentarju kolegov iz zdravstvenih domov, ki so prišli nasprot pravzaprav z enakimi ugotovitvami. Na primarnem nivoju čutijo veliko pomanjkanje časa, da bi recimo razvijali paliativno oskrbo. Urgentni centri postajajo tudi neko točka, kjer se zdaj izvaja paliativna oskrba. Urgentni center je integracija primarnega in sekundarnega nivoja. V urgentnem centru se morata srečati zdravnik družinske medicine, urgentni specialist in bolniški specialist. Urgentni centri so bili prvotno mišljeni, da bodo samostojna stroškovna mesta. Ne del bolnice, ne del zdravstvenega doma, ampak bodo samostojni. No, potem je v tisti danosti tistega leta so jih na hitro naredili kar kot oddelke bolnišnic. In s tem smo že naredili velik problem. Ti ne moreš zdravnika, ki je javni uslužbenec, zaposlen v javnem zavodu, prisiliti, da bo delal pri drugim delodajalcu. Zaradi tega danes ni bilo težko najti idejo, da bi z povezovanjem omejene resurse posameznikov morebiti poskušali narediti neko sintezo, in na ta način tudi pacientom omogočiti bolj stabilno, bolj kvalitetno nujno medicinsko pomoč. Imate 2 šoferja pa 4 kamione, potem morate pač najprej 2 odpeljati, pa še 2 odpeljati. To je približno tak. To je izjemno nepopularna rešitev, ker če jo plasiramo ljudem, bojo takoj prestrašeni, da ne bo ravno v njihovi vasi slučajno po noč ne bo zdravnika. Ravno zato se bo ta delovna skupina sestala in bo pogledala, kje in kaj lahko s temi resursi, kadrovskimi predvsem, naredi, da bo zadeva najbolj optimalna. Vzdrževati neko dežurno mesto, ki ima eno intervenco na noč, je neracionalno. Če imamo na drugem mestu dežurno mesto, ki pa ne zdrži pritiska 50 obiskov na noč. Se pravi, to je, znotraj tega bomo mi, kar lahko v regionalnem okvirju mi naredimo, bomo med sabo iskali rešitve. Razvojna agencija Savinjske regije bo od februarja 2024 do leta 2028 izvajala projekt PONI, podjetno nad izzive. Projekt je vreden 1,5 milijona evrov, namenjen pa je predvsem mladim, ki nameravajo začeti svojo podjetniško pot. Prijavljamo ga v bistvu vse razvojne agencije v državi skupaj. Gre pa v bistvu za
opolnomočenje oziroma izobraževanje podjetnikov oziroma udeležencev, ki bodo v bistvu po 4 mesecih potem odprli svoje podjetje. Naredili bomo 10 skupin po 4 mesece, izvajali bomo te aktivnosti tako na Kozjanskem, v Spodnji Savinjski, v Srednjeceljskem, kot tudi na Dravinjskem in pa v Saša regiji. V vsaki od teh območnih razvojnih partnerstv bomo izvedli 2 skupini. Zaposleni bodo v bistvu pri nas na Razvojni agenciji Savinjske regije, dobili bodo plačo, potne in stroške in vse tisto, kar pa še zraven. V tem obdobju pa bodo po principu coworkinga deležni vseh zadnjih informacij, kako v bistvu potem po 4 mesecih samostojno in podjetno vstopiti na trg dela. Kazalniki tega projekta so, da vsaj 30% udeležencev tega programa novo ustanovi podjetje in pa da vsaj 20% potem ima še to podjetje odprto vsaj še 1 leto. Lani so v osnovni šoli Ljubno ob Savinji odprli prvo pametno učilnico na podeželju v Sloveniji. Letos je bila ta izbrana kot eden izmed uspešno izvedenih projektov, v primeru dobrih praks na natečaju EU projekt Moj projekt 2023. Po glasovanju se je uvrstila celo na 2. mesto. Ob tej priložnosti so predstavitev projekta pripravili v velenjskem vzorčnem mestu. Projekt prve pametne učilnice je nastal povsem spontano. Glavni partner projekta je bil Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, kjer so zanetili prvo iskrico danes zelo uspešnega projekta. Nekaj let nazaj smo poskušali na Ljudski univerzi Velenje si pripraviti eno tako novoletno zabavo, pa smo rekli, gremo v Savinjsko, ne bom povedala točno kam, točno področje, in smo vklicali turistično-informacijski center, če bi oni nam svetovali kako gostilno. In tista deklica tam na turistično-informacijskem centru ni znala svetovati gostilne na področju, kjer je 100 gostiln. In takrat smo rekli, ravno ker smo pisali te strategije za turizem na ravni Zgornje Savinjske in Šaleške doline, o kakem turizmu se mi pravzaprav pogovarjamo, če nam še na turistično-informacijskem centru ne znajo nekega pametnega odgovora dati. In smo rekli, kje lahko naredimo spremembo, in smo rekli, naredimo jo pri mladih. Naredimo za njih eno pametno učilnico z metodami, ki so njim blizu, in jih poskušajmo spremeniti v ambasadorje turizma. V projektu so ob Ljudski univerzi Velenje in osnovni šoli Ljubno ob Savinji sodelovali še občina Ljubno ob Savinji, društvo Novus in podjetje KLS Ljubno. Izpeljali so ga v okviru lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline ob finančni podpori države in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pouk poteka zelo zanimivo v tej učilnici. Zakaj je zanimivo? Zaradi tega, ker poteka na drugačen način kot v formalni učilnici. Formalna učilnica je pač narejena tako, da učitelj stopi pred kateder, pove določene stvari, ki so pač zanimive za to snov, učenec to napiše in ko zvonec zvoni, odidejo učenci iz razreda. V pametni učilnici pa poteka pouk praktično obratno. Učenci uro skupaj z učiteljem načrtujejo in potem sami rešujejo 90% problemov, medtem ko je učitelj le motivator in spodbojevalec takrat, kadar učenci potrebujejo njihovo pomoč. Ureditev pametne učilnice je stala dobrih 170 tisoč evrov. V fazi evalvacije jo je preizkusilo kar 800 učencev iz različnih slovenskih šol. Mi že več let v vzorčnem mestu prav poudarjamo ali pa raziskujemo, kako bi se lahko učence na nek tak vesel, igriv način izobraževali, učili, brez da bi imeli občutek, da se sploh učijo. In smo v teh letih, odkar postavljamo postavitve v vzorčnem mestu, razvili posebne metodologije, ki omogočajo, da se učenci naučijo težke učne vsebine z različnimi interaktivnostmi, kot je različna stikala, senzorji, računalniški programi, ki jih, če osvojijo znanje, vodijo postopno do nekega končnega cilja. Zasnova pametne učilnice je modularna, v njej je 5 učnih mest oziroma kubusov, pri poteku dela in ocenjevanju uspešnosti učencev pa so vključili tudi umetno inteligenco. Ti kubusi zgrajeni so toliko veliki, da lahko 5 do 6 učencev okoli njih nekaj počne. Potem druga osnova je, da je kubus premičen.
Tretja stvar je, da kubuse lahko sestavljaš v več različnih oblik. Veliko smo tudi pri samem razvoju razmišljali tudi o trajnosti sami. To se pravi, da ne naredimo nekega projekta, ki bo se izpel čez 2-3 leta, ki bo postal nekaj, kar ni več moderno. Nekaj, kar lahko ti dejansko potem še razvijaš. Prvo pametno učilnico so odprli pred letom dni. Od takrat je ta že postala eden od generatorjev turističnega obiska v občini, saj jo lahko ob učencih obiščejo tudi turisti. Ideja je bila čudovita, prenešena iz ljudi z referencami, se pravi, da so to preizkušeni kadri, s katerimi smo že predhodno tudi sodelovali, in lotiti se tega projekta je res en izziv. Kar pa je seveda potem nastalo iz tega izziva z izvedbo tega projekta, pa je dejansko tudi nadgradilo vse naše začetne želje in nam seveda še naprej budi upe za še kaj več. Pametna učilnica predstavlja tudi enega od temeljev bodoče pametne šole. V Šmartnemu v Rožni dolini bodo jutri namenu predali obnovljeno otroško igrišče pri tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Skoraj 100 otrok iz šole in vrtca se je doslej igralo na skromno opremljenem otroškem igrišču, odslej pa bodo imeli na voljo najboljše pogoje za varno in kakovostno igro. V okviru obnove so zamenjali igrala, obnovili staro dotrajano hiško in peskovnik. Mestna občina Celje je za obnovo prispevala 10.300 evrov, krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini 2.300 evrov, donatorji pa okrog 4.000 evrov. Domačini so obnovo vložili tudi več kot 200 ur prostovoljnega dela. Gradbena dela je izvedlo celjsko javno podjetje Zelenice. V nogometnem klubu veliko pozornosti posvečajo delu z mlajšimi selekcijami, ki delujejo v okviru šolskega nogometnega centra. Predstavitev najmlajših klubskih selekcij ter selekcij deklet so predstavili v največjem nakupovalnem središču na celjskem City centru Celje. V okviru šolskega nogometnega centra deluje kar 12 različnih starostnih selekcij, v okviru katerih trenutno vadi več kot 250 mladih iz Celja in širše regije. Sodelujemo tudi s 6 šolami, se pravi, to je nek krožek nogometni in plus tega, da imamo še 2 vrtca, enkrat tedensko obiskujejo te krožke, tako da približno okoli 300 otrok vsega skupaj. Trenažni proces poteka odvisno od starosti selekcije, najmlajši nekje 3-krat na teden plus tekma, v starejše selekcije teko igrajo v državnih ligih pa 5-krat plus tekme, tako da so polno obremenjeni fantje in nogomet vzamejo kot resno stvar. In kdaj je najbolj optimalen čas, da starši svoje otroke vpišejo v nogometni klub? Primernega časa, da bi točno bil določen, ga ni, odvisno od vsakega posameznika, načeloma pa nekje pri 7 letih so fantje že do te mere, bom rekel, nekako samostalni, da lahko normalno trenirajo, se pravi, da so skoncentrirani, da so fokusirani na sami trening in da v bistvu se nekako privajajo na nogomet v pravem pomenu besede. V zadnjem letu dni in pol v okviru šolskega nogometnega centra vadi tudi dekliška selekcija. Izredno smo ponosni na našo novo ustanovljeno skupino deklic. V sezoni 2022-2023 smo ustanovili skupino deklic in v bistvu iz tedna v tedna jih je vse več in izredno ponosni smo na njih. Vemo, da je trend v Evropi izredno napredoval v ženskem nogometu in to se zavedamo tudi v NK Celju in še enkrat izredno smo ponosni na naše dekleta. Najmlajše člane šolskega nogometnega centra je spodbujal tudi kapetan članskega moštva Denis Popovič, ki je obujal spomine na svoje nogometne začetke. Ko njih gledam, me to nekako vrne moje otroštvo, neki moji začetki v nogometni šoli Celja. To so neki lepi spomini, sam začetek nogometa, ko smo v bistvu to igrali zaradi nekega veselja in lahko rečem, da so občutki fenomenalni. Njegov prvi trener je bil Matej Rotar. Odličen trener, zdaj ko pogledam nazaj, nas je učil te neke osnove nogometa, kar se tiče tehnike pa pravilnih podaj. Pol vmes, bilo jih je ogromno. Vsi so bili, vsak je dal nek delček, da rečemo, v moji karieri in lahko samo rečem hvala. Popoviča je na to pot vodila v tujino. Lani se je po več kot desetletju vrnil v matični klub. Po 12 letih se vračam v matični klub.
Situacija je dobra v klubu, imamo odlično ekipo, dobrega trenerja, rezultati so temu primerni, trenutno smo prvi. Da upam, da bomo nadaljevali v tem tempu, po tej začrtani poti in da se bomo na koncu vsi skupaj veselili naslova prvaka. In kako letošnji odlični rezultati članskega moštva vplivajo na zanimanje za treniranje nogometa? Celje je športno mesto, veliko različnih športov, vendar če je članska ekipa uspešna, je vsekakor večje zanimanje za nogomet. To je tudi zdaj naglo naraslo, bom rekel, z dobrimi predstavami članske ekipe tako v Evropi kot v domačem prvenstvu in mi smo vsekakor veseli, da je trenutno stanje takšno, kot je v Celju. Nogomet je lep šport, za mene osebno najlepši na svetu. Mislim, da z rezultati, ki jih trenutno imamo v članski ekipi, dajemo nekakšno spodbudo mladim, da v čim večjem številu začnejo trenirati. Pa na koncu spet jaz mislim, da je boljše, da otrok trenira, kakor pa da je nekje na ulici. Jutri bo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevno od 21 do 25 stopinj. V nedeljo bo po nižinah sprva nekaj megle. Čez dan bo sončno in zelo toplo, v notranjosti bo pihal veter zahodnih smeri. Popoldne se bo oblačnost od severovzhoda povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer burja. V noči na ponedeljek bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krevne padavine. Ponedeljek bo po večini sončno in nekoliko hladneje. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno v ponedeljek. Lep pozdrav in srečno.